Zdaj pa že pozdravljam počasi našo naslednjo predavateljico, Nejo Magdalenc, v predavanju z naslovom Odnos med človekom in konjem. Bo tudi v naslednjem predavanju zadnjih nekaj minut namenjeno odgovarjanju na vprašanja. Neja je akademska kiparka iz Zavoda Pastorica. To je Zavod za povezovanje umetnostnih in naravoslovnih aktivnosti. V predavanju o odnosu človeka in konja nam bo opisala, da je konj žival, ki je človeku pomagala ustvarjati civilizacijo, kot jo poznamo. Pozdravljena, Neja. Se slišimo? Mogoče imate na mute? Ja, še vedno ste na mute? Če si lahko... Evo, super. Pozdravljeni. Zdaj pa moram jaz sem še pogruntati takole, a ne? Zdaj me pa vidite. Ja, evo. To je tudi moj share screen. Ja, vidimo vaš PowerPoint. Lep pozdrav vsem poslušalcem oziroma gledalcem. Danes mi je prav nenavadno na ta način biti med vami, ker manjka ravno ta del odnosa, ta fizičen, ki je po mojem mnenju precej pridoda k marsičem, sigurno tudi k deljenju idej in izkušenj, ampak se bom potrudila danes, da vam predstavim svoje izkušnje, svoje znanje, ki ga črpam iz črede konj na Krasu trenutno. In že ta naslov, kaj nam šepetajo konji, je namensko zastavljen zato, ker vsi govorimo o šepetalcih konjem. Jaz pa mislim, da je ravno obratno, da mi ljudje nič kaj dosti ne šepetamo konjem. Tisti, ki znajo s konji, bom rekla, prej znajo dobro poslušati in znajo slišati, kaj govorijo konji oziroma kako se med nami plete ta odnos, ki je vedno vzajemen, ki ni samo, tudi ko vodimo konja, nikoli ni samo človek tisti, ki vodi, ampak vedno si želimo doseči nekaj skupnega in skupaj iti v nek odnos s konjem. Začela bi v bistvu zelo daleč nazaj, v navezi človek-konj, ki je res stara tisočletja. Jaz mislim, da to ni naključje, da človek je s konjem povezan že toliko časa, zato ker, če malo po domače povem, nekako pašemo skupaj. Bom še v nadaljevanju razložila, zakaj se mi to zdi sploh pomembno v tem kontekstu, kot ga je tudi predstavila Breda, skozi socialno življenje človeka, socialno strukturo človeka, zakaj je tako dobro uglašena z socialno strukturo konja. In ta naveza prvega konja so udomačili tam nekje 3500 let pred našim štetjem. In tukaj vidimo od Grkov do že predjamski človek je opazoval konja kot neko žival, ki mu je vzbudila pozornost, Egipčani. Res veliko podob konja je v naši kulturi in tudi kot simbol predstavlja konj res en tak močen, ima nek močen pomen. Še najbolj bi lahko strnili to kot nek simbol poguma, moči, prehajanja med določenimi svetovi in konj nas nese, konja lahko tudi jahamo in to, da ti sediš na neki taki močni, plemeniti živali, je nek poseben občutek ali pa že sama predstava tega je zelo globoka lahko. Tako da je bil konj vedno skozi celotno človeštvo zelo cenjen kot nek pomočnik in tudi moramo priznati, da naša civilizacija ne bi obstajala v tej obliki, kot obstajajo, če ne bi bilo konja, ki nas je vlekel ali pa nosil naprej v našem razvoju. In sigurno to ne pomeni samo fizično, tudi mentalno. Zdaj, danes je konj zelo spremenil to svojo vlogo in zanimivo je, da se sploh ta naveza sploh ne zmanjšuje. Dejansko ratuje zelo močno oziroma ogromno ljudi ima zdaj konja, ne samo za šport kot tekmovalen v tem smislu, ampak predstavlja neko vrsto rekreacijo. Bolj redko je zdaj sicer delovna žival, čeprav je tudi veliko
konj srečamo še v smislu kmetovanja na kmetiji, ne. Kar se pa zdaj v sodobnem času pojavlja in je v bistvu zelo uspešno in pogosto, je pa konj kot partner v terapiji. To je nekaj, kar v bistvu je znanstveno, recimo, zelo težko dokazljivo, kakšen vpliv ima konj, se pravi konkretno na nek terapevtski proces, ampak mi, ki smo v tem delovali, tudi jaz, kar nekaj let skupaj z Bredo, smo videli, smo opazili to delovanje, ne. Res je neverjetno, kaj vse nam konj predstavlja oziroma kakšen pomemben partner je lahko pri takem delu, pri terapevtskem delu. In da mogoče vam tukaj še razložim termine, obstaja hipoterapija, ki je mogoče bolj znana, ampak to je fizioterapija na konju, ko konja uporabljamo zato, da fizično v bistvu pomagamo ljudem, ki imajo težave v telesu. To je zelo pogosto pri otrocih s posebnimi potrebami, ki imajo spastično telo ali pa tudi kakšne druge težave, ne samo takim otrokom. In tukaj sigurno ni zanemarljiv tudi psihološki vpliv, ki ima konj na otroka, kako se otroci ali pa odrasli v njihovi prisotnosti sprostijo in potem seveda tudi to močno vpliva na njihovo telo in kako v telesu delujemo. Obstaja pa potem tudi psihoterapija ali pa terapija in učenje s pomočjo konj. To je pa v bistvu vedno delo psihiatra oziroma psihologa, mi temu rečemo strokovnjaka za človeka, za ljudi, in strokovnjaka za konja. Delamo ponavadi v paru in se potem dopolnjujemo v tem dejavnosti, ker v bistvu jaz sem izobražena kot strokovnjak za konja in moje izkušnje poznavanja konja, ki ni dovolj, da so samo teoretične, potem pomagajo tistemu, ki dela z mano, da prevajam ali pa mogoče podpiram tisti del, ki nam ga konj sporoča, in probamo potem skupaj z nekim skupnim razumevanjem vključiti konja v ta tim, da potem lahko pomagamo tistemu, ki se uči oziroma ki je na terapiji, da spoznava in se zdravi. Zdaj, tukaj se postavlja vprašanje, zakaj ravno konji? Zdaj, eno je bilo to, kar smo rekli, da je to že res dolga naveza, ki se razvija dejansko skozi celo zgodovino človeka. Je pa še en del, ki se mi zdi, da bi se zelo lepo, bi lahko se dopolnjeval s tistim, kar je Breda prej povedala, in tudi zadnje leta je veliko znanstvenih dokazov, da je čredna dinamika, se pravi konjeva čredna dinamika, zelo podobna človeški čredni dinamiki. Konkretno vam lahko povem iz izkušnje, ki je mogoče zelo redka, da jo ne vidimo ravno pogosto, ko opazujemo resnično čredo konj, to pomeni konji, ki živijo skupaj v številni čredi in ki so ves čas skupaj in ki imajo možnost tega socialnega življenja. To pomeni, da imajo žrebca, kobilo, otroke, se pravi mlada žrebeta, ki se rodijo v čredi in živijo 24 ur na dan z njimi. To je neverjetno opazovati, kako vzgajajo, celotna čreda vzgaja tega žrebeta. Dejansko, ko se žrebe rodi, ga pride cela čreda pozdraviti, cela čreda v bistvu pomaga materi že pri brejosti, kobili pri brejosti, da pride do tega poroda varno, jo ščitijo, zberejo se določeni, bom rekla, stražarji, ki so ponavadi moškega spola, ki te kobile v bistvu podpirajo in čuvajo seveda pred plenilci, ker je to žival, ki je ponavadi izpostavljena plenilcem. In potem ob sami kotitvi žrebeta, ravno tako je cela čreda v podporo in tudi neverjetno je bilo opazovati, kako malo zares mati vzgaja tega žrebeta, kako že zelo kmalu žrebe prevzamejo, bom rekla, tetke, sestre, seveda oče ima tukaj zelo veliko vlogo, ki jo na žalost velikokrat ne more imeti, ker so žrebci redki v takih čredah. In tudi žrebe samo išče stik z temi drugimi osebki črede in hodi k mami dejansko bolj na servis, če temu tako rečemo, se pravi sesati mleko
In seveda, če je kaj res zelo nevarno, da se pojavi neka nevarnost, je mati tista, ki ga zaščiti, v kateri mora on potem naprej se gibati in mu daje navodila in se je drže za to, da se cela čreda potem premika. Tako da res je neverjetno, kako konji imajo to senzibilnost, to socialno v bistvu strukturo, ki je izredno močna in se dejansko je tudi pri njih, to, kar je Breda na koncu omenila, kako pomembno je za zdravega posameznika človeškega, da razume soodvisnost kot bistvo odnosa. Tukaj bi lahko rekli, da so konji mojstri tega. Oni dejansko res razumejo, kako pomembno je biti skupaj, biti povezan, ampak hkrati biti neodvisen. Tukaj oni nimajo mogoče teh sentimentalne nagnjenosti in bi rekli, zdaj pa, če je nek posameznik šibek in bom rekla, da tudi, da ni dorasel, ga dejansko zelo s trdo roko, ampak za veliko podporo vedno silijo k temu, da odrašča. Vedno se žrebetu postavlja zelo odločne meje in se ga podpira v temu, da postaja močen, da ni tukaj nobene potuhe. Ravno zato, ker se mi zdi med drugim tudi zato, ker je nekako resonira ta jasnost v čredi, da če bo posameznik šibek, bo cela čreda šibka. In dejansko je tukaj neka taka povezanost, ki je zelo težko opisati samo z besedami, ampak je v bistvu res pomembna, da se jo občuti, da delujemo v tej svoji najboljši moči in to je vedno tudi v smeri razvoja, v smeri tega, da delamo dobro zase, zato da lahko delamo dobro za širšo okolico oziroma za svojo družino oziroma za to, da se povezujemo v tistem bistvu, ki ga odnos nekako definira. In zato tudi lahko rečemo, da so konji tako dobri učitelji, res lahko sama to potrdim, da so res eni najbolj potrpežljivih učiteljev, ker jih poznam, tudi zaradi te svoje senzibilnosti, zaradi izredno izostrenih čutov, ki niso samo zato izostreni, ker so mogli velikokrat bežati pred plenilci in biti pozorni, ampak tudi zaradi te socialne senzibilnosti, ki ni samo koristoljubna, ki ni samo zato tako močna, ker recimo, da lažje preživijo skupaj, ampak dejansko občutiš med konji neko nežnost, neko toplino, ki jo lahko zelo močno primerjamo z to toplino, ki jo čutimo v krogu svoje družine. Ampak seveda konji so še vedno konji in tudi pri delu z njimi lahko rečem, da je tudi njim precej jasno, da smo mi ljudje in da nismo mi konji in obratno, da smo še vedno različna bitja. In mogoče je v tem tudi ravno včasih čar, ker se učimo pri delu z njimi sprejemanje, se pravi, drugega. Dejansko ne moremo reči, lahko sicer pride do nekih asociacij pri recimo terapevtskem delu, ko konj postane kot neko projekcijsko platno nekih vsebin in ga označimo recimo kot mati v smislu tega metaforičnega dela. Ampak vedno, če pa delamo s konjem, ko pridemo v stik z njim, je vedno potrebno imeti to distanco, to razdaljo, ki nastane, ki je potrebna za to, da je res ta bližina taka, kot mora biti. Se pravi, da razumemo, da je to drugo bitje, da je to bitje, ki ga moramo razumeti v njegovi drugačnosti in tudi sprejemati. Ampak kljub temu, da to ne pomeni, da ta drugačnost, ta razmak, razpoka, kakor je Breda rekla, predstavlja neko oviro v odnosu, kvečjemu obratno, da v bistvu lahko ravno s to drugačnostjo oplemenitimo sebe in v bistvu raziskujemo tudi možnosti svojega razvoja in nas v bistvu dela močnejše in bolj senzibilne na nek način. Se pravi, konji res dejansko kot vsa socialna bitja iščejo stik. Lahko rečemo, da res, tudi ko srečamo čredo divjih konj, ki niso omejeni z ogradami, z človeškim prostorom in željami,
vedno bodo prišli v stik. To je ta radovednost nekega čistega bitja, ki jo verjetno premorejo vsa bitja, sploh pa taka, ki so nam podobna, bom rekla, ki so socialna in delujejo. Tako da ta stik je pomemben, se pravi, kako vstopati v ta stik, da v bistvu ohranimo to čistost, to neko naklonjenost, ki jo v takem stiku dobimo, kako v bistvu pridemo do tega, kaj sploh želimo od tega odnosa. Tako da zdaj tukaj sem na nek način vam podala par teh teoretskih smernic, kaj se zgodi v tem stiku, se pravi, kaj lahko vidimo in kaj doživimo v tistem čist osnovnem, bom rekla, surovem pogledu. To so že boljše opisali, se pravi, Beda pred mano, kako naši možgani sprejemajo barve in oblike, kako zaznavamo zvoke, kako vonjamo, okušamo, tipamo stvari. To so vse neke stvari, to so naši čuti, ki so zelo močni, ki nas postavljajo v neko prisotnost. In poleg tega obstajajo potem še misli, ideje, pojmi, predstave, občutki. To je pa vse, kar v naši glavi se potem zgodi in hkrati sprocesira. Zdaj, zadnje čase veliko raziskujem iz budizma in sicer ne v smislu budizma kot nekega verovanja ali pa kot nekega sistema verovanja, ampak v bistvu me je zelo pritegnila njihova definicija zaznavanja, se pravi, kako se oni ukvarjajo z pojavom zavesti, kaj se zgodi z našimi mislimi, kako se vključijo čuti, kaj se zgodi z našimi predstavami. Oni so to zelo kompleksno razčlenili, tako da v to se ne bom spuščala, ker je potrebno veliko enega dodatnega razumevanja in grajenja znanja na tem. Ampak kar je recimo ključno, je to, kako v bistvu prekiniti ta tok navade tega delovanja, kako zavestiti, kaj se sploh zgodi z nami, ko pridemo v stik. Da mi lahko v tistem, eno je to, da recimo, ko pridemo v stik s konjem, da se zavemo, aha, to je neko bitje, to je dejansko živo bitje, ki čuti tako kot jaz, ne isto kot jaz, ampak ravno tako čuti, je čuteče bitje. In tukaj sem jaz, človek, ki je ravno tako vstopil v ta stik. In v tem momentu tega stika se velikokrat zgodi, da prevzame, zdaj bom probala po svoje razložiti, te podzavestne stvari pridejo na plano, čeprav mogoče se jih prav zares ne zavedamo. Jaz mislim, da so konji dejansko mojstri tega, kako potegniti iz nas nekaj, kar se je mogoče dolgo kuhalo v naši podzavesti. Zato, ker so to v bistvu neke reakcije, ki jih izzove prav to telesno srečanje, ker s konjem se lahko pogovarjamo, ampak seveda ne bo on nič od teh besed imel, ali pa lahko konceptualiziramo z njimi, pa bo mogoče on nekaj začutil, ampak dejansko na koncu smo vedno pri tem telesnem stiku, s tem, kaj se zgodi, ko se v bistvu pojavimo drug pred drugim, s svojim telesom, in takrat ne samo z umom. In takrat se zgodi, da konj tukaj ostaja zelo čist. Konj v bistvu ne da nima seveda svojih izkušenj in tega, kar se mu nakopiči skozi življenje. Seveda tudi on ima neke, bom rekla, navade, neke vzorce, ki jih je pobral iz recimo črede ali pa iz drugih izkušenj v življenju. Ampak pri njih je to telesno tako močno, da v bistvu se na nek način ves čas oni to spuščajo. Na nek način to so taki na nek način pretočna bitja, bi lahko rekla. Tako da dejansko smo mi tukaj soočeni z nečem v stiku z njimi,
česar smo sposobni tudi mi. Tudi mi smo zelo telesno bitje. Tudi mi v bistvu, če se malo umirimo, če malo preusmerimo pozornost iz naših misli v naše telo, v naše čute, je včasih tako, kot da bi se odprl nek drug svet. In to je res nekaj, kar je tudi zelo sodobno, da je naš konstantno zaposlen. Tudi to, s čimer smo zdaj soočeni, kar je probala Breda nam opisati, ta osamelost ali pa stik skozi medije, ali pa, bom rekla, nekaj, da smo vsak v svoji glavi nekako osameli, da nimamo te refleksije telesne, je res v bistvu velik problem, ker naša narava pa je močno miselna. Človek je zelo misleče bitje in analiziramo stvari, in kar ima svoj smisel in svojo pomembnost, ampak se mi zdi, da včasih, če zanemarimo ta telesni del, da enostavno nas misli in vse, kar spada zraven, prevzamejo in zgubimo stik z realnostjo. Zato, ker vse to, kar mi razmišljamo, vse te navade, ki so nakopičene v nas, in vse to, česar se mi sploh še ne zavedamo, iz kje izhajajo te naše reakcije, je prisotno. In to, da se gremo nazaj v telo, v to, kar občutimo, je nekaj, kar nas lahko predrami v ta trenutek, tukaj in zdaj, in nam da v bistvu neko svežino, neko novo perspektivo. In jaz bi rekla še, mi je bil všeč ta afriški rek, za vzgojo otroka je potrebna celotna vas, pa mi je takoj prišla misel, da dejansko tudi mi v sebi za naše življenje, za vzgojo samega sebe, če temu tako rečem, je potrebna celotna vas. In to, kar s tem mislim, je to, da je v nas toliko različnih orodij, kot samo to miselno orodje, da je zelo pomembno, da vsa ta orodja uporabljamo, da jih uživimo in da to vas v sebi nekako spoštujemo in jo negujemo. In opažam, da velikokrat v tem sodobnem času, ko smo toliko obremenjeni z mediji in z vizualnim in sploh v teh osamitvah, je to kar problem, da v bistvu zanemarimo tista druga orodja, ki so nam še dana, ki se v bistvu tičejo našega telesa, našega občutka, čustva, vse pač cel spekter orodij, ki jih še imamo, da bi vzgojili, da lahko vzgajamo samega sebe, kar mislim, da je zelo pomembno, da smo skozi v toku. Se pravi, pri konju, oziroma v stiku s konjem, je res to občutenje in delovanje je glavno orodje za komunikacijo. Sigurno si lahko pomagamo tudi z besedami. Besede imajo tudi svojo vibracijo, svoj zven in dejansko nam pomagajo včasih izraziti tudi telesno. Tako da ni to problem. Problem je v tem, da spet, kakor sem prej omenila, da pridemo iz glave v telo, da lahko, da v bistvu prepoznamo, kaj nam telo govori, kaj občutimo znotraj in kako lahko to telo uporabimo naprej v našem delovanju, da nam v bistvu, da prepoznamo, kaj nam tudi, kako se počutimo, da vemo, kako sebe poskrbeti najprej zase, zato da seveda lahko v stiku z drugim gradimo kvaliteten odnos. In govorica telesa ogromno pomeni. Včasih se niti ne zavedamo, kako imamo sključene ramena in nas vse tišči v zadnji za lopatcami in kako se napenjamo in v določenem predelu telesa, in to vse izhaja, če po domače povem, iz naše glave, iz tega, kako mi čutimo. In tudi, kolikor sem informirana, naši možgani ves čas, glede na to, kako mislimo in kaj občutimo, pošiljajo kemijske informacije oziroma potujejo informacije po našem telesu in močno vplivajo tudi konkretno na naše celice in na njihovo delovanje. Tako da to, kako
to, kako mi premoramo to zavedanje, kaj se zgodi v našem telesu, je izredno povezano tudi z našim mišljenjem, z našimi možgani. In to je nekaj, kar mogoče se nam zdi preveč samoumevno, pa ni. In konji nam tukaj pomagajo na nek način ozavestiti, da je to nekaj, kar je lahko postane veščina. Da mogoče, če smo malo zaspali v tem smislu, da to ni nič posebnega, da se da vsak trenutek obuditi to zavedanje, da je pač možno, kontrolirati, kaj se zgodi, kako se potekajo te prenosi. To vam probam pokazati nekaj fotk iz naših delavnic, iz našega dela s konji, kako se dogajajo te stiki, ki so v bistvu med konji, ki so prosti, konji imajo sami možnost, da se umaknejo, približajo in potem si poskušamo v tem svobodnem delovanju vzeti, ali pa izkoristimo to, kar nam ponudijo. In vedno je zelo zanimivo, ker lahko naredimo še tak plan, kaj želimo, kaj je neka tema določenega srečanja, bomo rekli. Nikoli ne vemo, vedno konj pove resnico, bomo rekli, kaj je tisti trenutek potrebno. Ta resnica pa seveda temelji na vseh nas, kako smo tisti trenutek, in zelo pomembno se je prilagajati temu trenutku. Zelo pomembno je, da se naučimo, tako kot sem prej omenila, spustiti to kontrolo miselno in se prepustiti temu, kar začutimo, da tisti trenutek potrebujemo. In to je nekaj, kar nas uči celotna narava. Celotna narava, če jo opazujemo podrobno, je v toku, je v spreminjanju, je v povezovanju. Vsak trenutek lahko opazimo, kako stvari tečejo, vse se rojeva, vse umira. To je nekaj, kar je lastno vsakemu živemu bitju. In nujno je, da se mi kot misleča bitja, da to ozavestimo tudi mogoče malo širše, da se zavemo, da včasih ravno zaradi te naše miselne moči, ker smo tako močni, bom rekla, v našem mišljenju in tem, kako se zatopimo v naše misli in si želimo na nek način preko tega kontrolirati okolje, oziroma konec koncev včasih tudi drugega, da kako nas to ovira pri tem, da bi se spustili v ta tok, ki je izredno naraven in nas pelje v neko spremembo, ki je nujna, da dobimo dober stik z okoljem in da gradimo dober odnos. Ker včasih večkrat smo preveč zazrti vase v to, kaj smo se naučili, v te naše predstave in prepričanja, kako stvari bi mogle biti, ampak resnica je pa drugačna. Vedno iz ene minute v drugo se stvari spreminjajo, tudi mi sami. In zato sem pustila prazno, ker je to ena velika umetnost, kako umiriti ta svoj da začutimo in ozavestimo. In budisti temu rečejo ena taka velika praznina, ki še zdaleč ni prazna, ampak se v bistvu v njej zgodi vse, kar potem teče naprej. In iskreno lahko vsak od nas si prizna, da če malo ne umiri, bomo rekla, te identifikacije s samim sabo, se pravi, kako zelo smo zaposleni s svojimi mislimi, s tem, kar mi želimo, kar mi verjamemo, da smo in na čemur smo gradili celo življenje, da nas to velikokrat ovira, da vstopamo v čist in iskren odnos. In umetnost srečanja, bom rekla, s konjem je ravno v tem, da umirimo to, da v bistvu probamo izprazniti te vsebine, kar ne pomeni, da jih zatremo, ampak da enostavno ustvarimo nek prazen prostor za to, da vsebine drugega oziroma konja pridejo sploh do nas. Zato, ker enostavno
konj sam je tako čisto, tako drugačno bitje, da ga bomo mi s svojim, bom rekla, galopirajočim umom hitro preglasili, če ne bomo znali se umiriti in ozavestiti, ali obstaja saj delček te praznine ali ne. In tukaj pride na vrsto čuječnost. To je nekaj, kar sem zelo vesela, da se veliko pojavlja danes na več področjih in da se, bom rekla, ozavešča, kako pomembna je čuječnost. In ena taka definicija, ki bi jo lahko pripela na ta izraz, je, da se spomnimo opaziti, kako potuje naša pozornost. Se pravi, dovolj je, da se spomnimo. Ni potrebno tukaj, če se malo grdo izrazim, nobenega nasilja zganjati nad sabo ali pa nad drugim, ker v smislu tega, da bi nekako spet moglo biti tako ali pa drugače, zdaj pa preveč razmišljam ali pa zdaj pa moram to hitro glavo sprazniti. Sploh se ne gre za to. Dovolj je v bistvu v tem, da se spomnimo in ozavestimo, tako se počutim, taka čustva so v meni, o teh stvarih razmišljam, moji čuti mi to govorijo, spomnimo se, ne vem, na kakšne dogodke, ki so se nam zgodili in pridejo spomini ven, ker naenkrat se ti nekaj zgodi, kad se konj tak velik in močen pojavi pred tabo, pride strah, ki je čisto normalen in upravičen. Vse to je v redu, vse to se zgodi in neverjetno je opaziti pri delu s konji, sploh ko smo delali z ljudmi, ki so želeli recimo, ali pa da rečem, ki so bili v tem stiku prvem s konjem in jih je bilo strah ali pa karkoli takega, kakšno razliko je naredilo to priznanje človeka, strah me je, tak sem v redu, tako je, seveda mogoče malo pazim nase, ne bom takoj šel takoj do konja, ampak bom ohranil tisto razdaljo, ampak pri konju se recimo opazi, da se konj s tem pomiri. Naprimer, če človek ne bo priznal, da ga je strah ali pa da bo zatiral neke vsebine, te tokove, ki se zgodijo v nas, bo očitno to konju sporočalo, da nekaj ni v redu. Tudi če mogoče mi na videz ne bomo videli pri tem človeku, da nekaj potlačuje ali pa da zelo dobro, bom rekla, igra. Konja ne moremo naplahtati. On bo vedno zaznal, ker je tako, bom rekla, zgodovinsko se že razvil v svoji senzibilnosti, da tukaj nekaj ne štima. In ravno ta dvoličnost človeška je tista, ki konja zmede. Sploh ne recimo sam strah ali pa sama slaba samozavest ali pa neke slabe misli, to konja ne bo motilo. Motilo ga bo to, da si mi ne pustimo tega čutiti, da mi ne priznamo te realnosti, v kateri trenutno smo. In ravno to očiščenje je na nek način tega priznanja konja pomiri in mu da zaupanje v nas, da bo vse v redu. Ker tudi v nas se potem zgodi neka sprostitev, ko si nekako priznamo, kaj čutimo in se probamo umiriti in nekako iti nazaj v svoje telo, jaz temu rečem. Tukaj je spet en prikaz dela na tleh s konjem, na prostosti. Ena taka igra s konjem je, da probaš kot prvo konja povabiti v nek dialog, da ti sledi ali pa da teče s tabo ali pa okrog tebe, kot neke vrste ples. Ampak recimo tukaj je neka želja človeka, se pravi tukaj človek nekaj želi od konja in kako zdaj pripraviti konja, da bo to sprejel na ta način, da to postane igra. Ampak še vedno igra taka, da jo človek vodi, tukaj je človek vodja plesa. In govorica telesa, gibanja v prostoru, ta prostor teles z drugim je ključen. Kako mi zaznavamo ta prostor in kako se gibamo v prostoru, s kakšno energijo delujemo, se pravi, kakšne korake, ali so intenzivni koraki, so kratki koraki. Vse to je ena taka veščina, ki je izrednega pomena tudi za, bom rekla, naše odnose, kako lahko to prenesemo potem v odnose človek-človek, ker je spet pomembno, da se sprostimo in začutimo svoje telo.
In jaz pravim, da je tukaj tudi nekaj, kar pomeni, da prevzamemo odgovornost za svoje dejanja. Zakaj? Zato, ker če se zavemo, da so stvari v okolju takšne, kot so, da se konstantno spreminjajo, da pač sprejmemo ljudi takšne, kot so, potem lahko res rečemo, ja, v redu, ali pa govorim tudi, da sprejmemo sebe takšnega, kot smo, da začutimo, aha, zdaj sem v stresu, kako lahko ta stres sprostim, kako lahko kaj želim si ozavestiti in se sprostiti. In recimo praksa meditacije ali pa mogoče tudi kakšne druge podobne prakse nam to omogočajo. In to spet je neka veščina, ki se jo da razviti. In ta razvoj enakodušja, jaz temu rečem, v angleščini equanimity, in sprejemanja je izredno pomemben, zato ker nam v odnosu odpira možnosti. Odpira nam v bistvu ta prostor brez sodb in če želimo prostor brez sodb odpreti, moramo najprej se zavedati in probati sprostiti samega sebe. In ta sprostitev je nekaj, ki je ključnega pomena, da lahko potem naše delovanje takšno, kot mora biti. In to pomeni tudi odpreti se drugemu in res ga povabiti v en tak iskren odnos. Mislim, da je moj čas potekal. Hvala za vašo pozornost. Upam, da sem vam uspela predstaviti del tega odnosa človek-konj čim bolj skozi izkušnjo tudi danes. Hvala vam za tole zelo zanimivo predavanje. Je tudi ene par vprašanj iz publike, tako da imamo še 10 minut, da lahko kaj odgovorite. Prvo vprašanje je v bistvu, koliko je hipoterapija pri nas razširjena in morda v tujini kaj bolj? Zdaj, mogoče nisem prepričana, mislite hipoterapija kot fizioterapija na konju ali psihoterapija oziroma učenje s pomočjo konja. Lahko odgovorim za oboje. Hipoterapija kot fizioterapija na konju je precej razširjena in poteka že kar več 10, 20 let ali več pri nas v Sloveniji in je tudi zelo uspešna in priznana. Zdaj, za psihoterapijo je pa malo mlajša, bom rekla, veda, oziroma dejavnost pri nas, ampak se tudi izredno širi, zato ker so rezultati neverjetni, ker je res sploh z otroci, ampak bi rekla tudi z odraslimi, je to nek pristop k učenju, k terapijami, ki je drugačen, ki je v bistvu nudi izkušnjo, ker lahko spet enako, kot ko se mi pogovarjamo o naših težavah, ko mi se pravi preletavamo to, kar se nam dogaja v glavi, je ena stvar, ko pa mi moramo delovati, je pa spet druga stvar. In ravno to delovanje, ta izkušnja skozi delovanje je tisto, kar je zelo močno prisotno v tej terapiji s pomočjo konja. Tako da mislim, da je to neka prihodnost, tudi v tujini je tega ogromno in je tudi zelo razvito, lahko rečem, še bolj kot pri nas. Je tukaj malo problem, mogoče zato v tujini bolj razvito, ker je tudi bolj finančno podprto. Konji so zelo drage živali in so tudi terapije posledično drage, tako da mogoče, če bi tukaj dobili več podpore, bi se tudi to bolj oziroma lažje širilo. Ampak vseeno je tega veliko in upam, da bo še tako naprej se širilo. Naslednje vprašanje je, kako ste postali strokovnjakinja na tem področju? Kakšna izobraževanja so potrebna? Ja, prvo, najbolj pomembno so izkušnje. Seveda je bilo pa tudi potrebno se izobraziti, ker ravno tako, če jaz želim delati z strokovnjakom za človeka, moram tudi jaz poznati delo s človekom, tako kot mora strokovnjak, psihiater poznati delo s konjem, vsaj približno, da lahko delava usklajeno. Tako da jaz sem imela priložnost, ogromno sem se naučila od Brede, sva skupaj delali
ki je prej predavala, in imela sem priložnost delati v zdravilišču na Rakitni z otroci, tam sem tudi veliko, smo se sami izobraževali, in pa obstajajo izobraževanja potem prav za recimo strokovnjaka za konje, to sva obe z Bredo tudi opravili, se imenuje EAGALA, je kratica, Equine Assisted Growth and Learning Association, to je ameriško združenje, ki uporablja terapije in učenje s pomočjo konja izključno na tleh, to pomeni, da se ne jaha, in je izredno zanimiv sistem, ki v bistvu zahteva konstantno izobraževanje, oziroma res je to delo s konjem in človekom je tako kompleksno, da enostavno ne moreš reči, da si kdaj dovolj izobražen. In želela bi si, da bi bilo pri nas več teh izobraževanj, da bi lahko več delili strokovnjaki, ki to obvladamo, ampak mogoče v tujini tega malo več, se še vedno precej vabi tuje strokovnjake sem in tako, no. Tako da upam, da sem odgovorila. Mislim, da ste super odgovorila. Še imamo čas za kako vprašanje, in sicer, ali so vse vrste konj primerne za takšno delo? Lahko bi rekla, da ja, ampak ravno tako kot konji, kot ljudje, so tudi konji svoje osebnosti in imajo svoje posebnosti, tako fizične kot psihične, in je treba to upoštevati. Tako da znotraj pasem, lahko rečemo, so določene karakteristike, ki bi lahko označile določeno pasmo za bolj primerno ali manj primerno za terapijo, ker pač od terapevtskega konja se nekako zahteva, da je, bom rekla, malo bolj vzdržljiv, malo bolj toleranten v smislu tega, da ima to potrpežljivost v stiku s človekom, da mogoče ni tako preveč občutljiv, ker če je pač že taka narava njegova, da nekateri so izredno občutljivi konji, potem je lahko to, če ne drugega, to delo zanj zelo, zelo naporno. Je pa seveda lahko ogromno naredimo tudi z izobraževanjem konja, a ne, če ima konj le vsaj malo te neke podlage karakterne oziroma fizično, da je zdrav, da je močan, za takega konja, za tako delo, je izredno pomembno tudi, kako ga mi pripravimo na to, a ne, ker enostavno, če bi mi konja vzeli iz divjine in ga postavili v tako situacijo, v tako delo, to ne bi šlo, a ne, zato ker ne bi imel on še razvitega tega odnosa z človekom. Tukaj je zelo pomembno, da ima konj razvit zdrav odnos s človekom že primarno, da on razume, kako nastopati v takem odnosu, a ne, ker je tukaj vseeno zelo velika nevarnost, da se kaj zgodi, konj je težko, močno, veliko bitje in tudi, če ne hote, se lahko kaj zgodi, tako da na nek način je treba konju pomagati, da razume, kako v tem odnosu paziti tudi na nas, a ne, da smo v tem primeru fizično šibkejši in tako da je to ena taka zelo kompleksna stvar, kako izbrati pravega konja. Je treba imeti veliko izkušenj in poznati zadevo, da se lahko o tem odločamo. Pa mogoče dve vprašanji, ki se malo navezujeta ena na drugo, tako da bom kar skupaj prebrala, pa tudi mogoče na prejšnje vprašanje, ki ste ga odgovorili. In sicer, kje se možno udeležiti kakšnega izobraževanja ali druženja s konji na tak način, se naučiti dela na tleh, in pa bi lahko delili konkretne vaje, ki jih izvedemo s konjem, da se povežemo z njim. Ja, izobraževanja imamo tudi midva z možem, imamo na Krasu, imamo Institut Pastirica, ki se s tem ukvarja. Zdaj, to niso ravno izobraževanja, da bi potem postali terapevti, ampak v bistvu midva ponujava prostor, kjer lahko razvijamo ta stik s konjem, a ne, in v teh delavnicah so vsi ti elementi, ki sem jih opisala, tega dela, ki je tudi terapevtsko. Midva temu ne želiva reči terapije, ampak seveda se zgodi marsikaj. Je pa v bistvu, če odgovorim še na to, drugače pa tudi, mogoče, če se malo pobrska,
težko sicer zdaj z glave svetujem, kam bi še lahko usmerila, ker je tega malo, ampak mogoče na internetu se še kaj najde, še kakšno izobraževanje. Drugače pa na tleh, kako se naučiti tega odnosa. Jaz bi rekla, najbolj pomembno pri tem, oziroma tega dela s konjem, najbolj pomembno pri tem je predvsem, da samo biti s konjem. To včasih malo pozabimo, ker smo bitja, ki smo zelo aktivna, smo konstantno v nekem delovanju, sploh v današnjem času, in je včasih prava umetnost se samo umiriti in samo usesti se recimo ob konja in biti z njim, in ker oni so pa take živali, da to zelo dobro znajo, in v tem nedelovanju, v tem samo biti, se ogromno stvari zgodi, ki jih mogoče drugače ne bi opazili niti. Tako da to je prvi korak k vsakem, tudi pri terapevtskem delu, vedno najprej soočimo človeka s tem, kaj se sploh zgodi v tistem pogledu na konja, v tistem samo stanju in opazovanju. In naprej, v bistvu, kar je vedno izredno dragoceno, in tudi jaz osebno, ko delam s konji, ko jih treniram, je to moja osnova, sprehod s konjem. Hoja ob konju, to, da se ti ob konju gibaš in da gre on za tabo ali pa ob tebi in da ti sledi, to je nekaj, kar se nam zdi mogoče zelo samoumevno ali pa preprosto, tako kot da bi vodil psa, pa še to se mi zdi, da pri psu tudi ni tako preprosto, kot si včasih predstavljamo. To je nekaj, kar je tako globoka veščina, tako močno razvije ta odnos, da bi vsakemu priporočila, da se predvsem sprehaja s svojim konjem in da uživa v tistem trenutku in v naravi in v tem bivanju. Potem se pa itak iz tega vse naprej zgodi, kar se more. Neja, najlepša hvala za vaše predavanje in da ste tako izčrpno odgovorila na vse vprašanja. Najin čas je na žalost iztekel, tako da se bomo mogli na tej točki